Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Ta teden so bila v ospredju ligaška tekmovanja. Razveselili so nas še posebej nogometaši Celja, ki so 4-2 slavili v prestolnici na gostovanju pri Olimpiji. Ostanite v naši družbi. Nogometaši Celja so v 27. krogu nogometnega državnega prvenstva 4-2 slavili na gostovanju pri Olimpiji. Celjani imajo na 7. mestu prvenstvene lestvice, zdaj 4 točke zaostanka za 6 Domžalami in prav toliko točk prednosti pred trenutno 8. uvrščenim Kalcarjem. Srečanja v prestolnici so bolje odprli Ljubljančani, ki so v 15. minuti povedli po zaslugi Ivana Prtajina. Veselje Olimpije ni trajalo dolgo, saj so Celjani izenačili le 6 minut kasneje, ko si je veliko napako privoščil Olimpijin vratar Ivan Banič. Darilo je v gol spremenil Žan Zaletel. Nadaljevanje je bilo povsem v znamenju Celjanov, ki so v 49. minuti povedli, potem ko je Mičo Kuzmanović Baniča premagal z glavo. V obdobju popolne premoči gostov so Celjani le 3 minute kasneje vodili že s 3-1. Iz bližine je bil natančen Ivan Božič. Njegov rojak v dresu Celja, Duje Čop, je svoj prvenec v celjskem dresu dosegel v 66. minuti, ko je za vodstvo 4-1 zadev iz najstrožje kazni. Ljubljanski poraz je 15 minut pred koncem tekme omilil Pil, ki je postavil končni izid 2-4. Celjani so v Stožicah slavili prvič po juniju 2020 in drugič na zadnjih 14 medsebojnih obračunih v Ljubljani. Sigurno na koncu smo lahko veseli, ko potegnemo črto. Je pa bodimo pošteni, drugi del prvega polčasa sigurno ni bil dober. Mislim, da smo zelo trpeli, nekako se krčevito branili, ogromno enih prekinitev, ni bilo na nivoju, katerem bi si želeli. Mislim, da smo se v polčasu nekako umirili, da smo nekako ponovili stvari, ki so pomembne v nogometu oziroma kako želimo izgledati. Sigurno smo iskali ta drugi, bomo rekel, gol in še kakšen gol več. Mislim, da smo zadeli v pravih trenutkih in nekako bi rekel mirno pripravili tekmo do konca. Tako da ena bi rekel pomembna zmaga iz vidika, da ne glede na nasprotnika, da se je pač potrebno držati nekega svojega cilja, neke strategije, katero želiš igrati. In pobač, ko ti to uspe, sigurno bomo rekel, smo veseli v Ljubljani dati 4 zadetke, mislim, da to ni mala stvar. Celjski trener je predstavil napotke, ki jih je svojim varovancem dal med prvim in drugim polčasom. Mislim, da smo imeli kar nekaj problemov v transformaciji Olimpije, ko je šla v 3 zadaj. Smo bili, bom rekel, na to pripravljeni, ampak nismo dobro odreagirali. Posebej, bom rekel, naša leva stran v fazi obrambe je zelo trpela. To je bila prva korekcija, druga korekcija pa je bila, da enostavno smo mogli prevzeti, bom rekel, večji rizik v smislu igre, hitrejši pretok žoge, bom rekel, več ponujanja. Mi smo mogli, bom rekel, prevzeti inicijativo, ker drugače bi samo čakali, kdaj bomo dobili, bom rekel, drugi zadetek. In mislim, da so to fantje speljali na pravi način, z dobrimi tranzicijami. Tako kot sem rekel, mislim, da zadelo v pravih trenutkih in iskrene čestitke njim. Celjani so zmagali drugič zapored in nekoliko zmanjšali točkovni zaostanek za 6 Domžalami, za katerimi zdaj zaostajajo za 4 točke. V naslednjem krogu bodo gostovali pri Mariboru v Ljudskem vrtu. Sigurno je, bom rekel, lažje delati korekcije in, bom rekel, graditi igro v pozitivnem rezultatu. Nekako ustrajamo pri sebi že od prvega dneva našega skupnega delovanja. Veseli dejstvo, da je ekipa začela, bom rekel, bolj dihati kot eno. Sigurno je to en, bom rekel, zelo pomemben faktor in to je bila naša, bom rekel, izhodična točka. Ko bojo stvari, bom rekel, prišle na svoje mesto, sem prepričan, da lahko tudi v igri, bom rekel, napredujemo. Je pa bilo zelo pomembno v tem obdobju, bom rekel, delati dober rezultat. Štajerski derbi se bo v soboto v Ljudskem vrtu začel ob 17:30. V drugem krogu košarkarske lige za prvaka so košarkarji Termo Olimia na svojem igrišču izgubili proti Krki. V ligi za obstanek je Rogaška na domačem igrišču zanesljivo premagala Triglav. V lokalnem derbiju v Šentjurju pa je bil domači Šentjur 87-78 boljši od Zlatoroga. V Hruševcu je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih 2 minutah in 40 sekundah. v katerih je Šentjur z delnim izidom 14-5 po izenačenju na 73 prišel do na koncu zanesljive zmage.
Gostitelji so bili gledano statistično boljši v metu iz igre, skoku in podajah. Zlatorog je za nameček hitro ostal brez najboljšega igralca Domna Lorbka, ki je v 16 minutah dosegel 14 točk, potem pa zaradi poškodbe moral zapustiti igrišče. Tekma je bila vse preko lahka. Ta teden smo se ukvarjali z boleznimi Popoviča in Tabaka danes sploh ni bilo. Popovič je dobesedno sedaj skoraj omedlel tam not v garderobi. Zmaga je bila zaslužna, težka, videli smo polčas prvi, kot ponavadi začnemo slabo. To so, ne vem, ali je to neka psihična nestabilnost ali podcenjevanje nasprotnika. V glavnem vsaka tekma je, začnemo z minusom, lovimo nasprotnika. Upam, da bomo to rešili v naslednjih kolih in dosegli tisto pričakovano, težko pričakovano 8. mesto, 7. mislim, da je zelo to težko dosegljivo. Ključ do šentjurske zmage je bila sprememba obrambne postavitve, proti kateri Zlatorog v finišu tekme ni našel prave rešitve. Mislim, da smo sedaj že to drugič naredili. Taktične spremembe v obrambi so zmedle nasprotnika, sedaj že na drugi tekmi. Mislim, da je to naredilo preobrat. Njihov neverjetni šut se je ustavil. Je pa res, da 14 izgubljenih žog, v prvem polčasu mislim, da skoraj 10 nas je peljalo do tega, da smo bili skozi v nekem zaostanku. Oni te šute od odzuni, mi šute v raketi in razlika je skozi nastajala. Mislim pa, da so bile glavni problem v napakah. Po zmagi v sosedskem derbiju so Šentjurčani Laščanom ušli na 4 zmage in se bodo s Hopsi, ki imajo zmago manj od Šentjurja, borili za drugo mesto v ligi za obstanek, ki še vodi v končnico državnega prvenstva. Zagotovili smo si definitivno obstanek. Mislim, da je tale zmaga doma z nekim normalnim treningom nas lahko pelje samo še dodatnim zmagam, tistim pričakovanim 8. mestu. Mislim, da je prva stvar ta psihična nestabilnost. Nekateri igralci grejo v tekmo, kot da mislijo, da bo žoga sama prišla do njih, ni skoka, ni agresivnosti v obrambi, potem pa probamo to reševati z noro igro v obrambi, z norimi šuti, kar ni normalno, in če to popravimo, da bo zadeva se začela reševati že v samem začetku, mislim, da bo vse lažje. Je pa ena stvar se danes pokazala, naš playmaker kljub izredno slabemu stanju, ki ga je imel ta teden, je v bistvu tekmo rešil. Počasi dokazuje, zakaj je bil najboljši igralec Srbske lige. Je pa res, da je prišel v katastrofalnem stanju in da rabi neke tekme. Vesel sem za njega, da je danes v bistvu odločil tekmo in naredil nek napredek skozi tekmo. Bo Šentjurčanom v nadaljevanju sezone, zdaj ko so se znebili pritiska zaradi obstanka v ligi, vendarle nekoliko lažje? Liga je zmeraj pritisk, vsak si želi biti čim više, zmagovati. Mislim, to je vse moje, mogoče je sebe postavljam pod pritisk. Nekateri igralci v ekipi si želijo igrati definitivno više, nekaterim igralcem ne vem kaj paše, ampak meni je tekmovanje to, da zmagam. Želim to tudi od ekipe. Mislim, da ni ta pritisk kriv, da igralci ne zadevajo odprtih metov. Jaz mislim, da je na treningu vidim, da to gre, na tekmi pa je to mogoče to nezrelost, mladost, ki rabijo kilometrino. Pa ena stvar je, ekipo vzeti 6-0, v bistvu z popolnoma podrto igro in v obrambi in v napadu, se ukvarjati potem z boleznimi, ne trenirati, definitivno pusti posledice, riskirati z playmakerjem. Danes je, tako kot sem končno pokazal nekaj. Jaz mislim, da v bistvu kaj delamo letos, sestavljamo ekipo za drugo leto. Šentjurčani bodo v 3. krogu lige za obstanek v soboto gostovali v Kranju. Laščani bodo naslednjo tekmo odigrali šele 2. aprila, ko bodo v Treh lilijah gostovali Kranjčani. Mladinke ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje so 14. v zgodovini kluba postale slovenske mladinske državne prvakinje. Na zaključnem turnirju v Celju so v polfinalu premagale Akson Ilirijo, v finalu pa so bile prepričljivo boljše še od kranjskega Triglava. Čeprav so Celjanke o tekmici v finalu v povprečju mlajše za 2 leti, smo v finalnem obračunu videli enosmerni promet.
Talent, odlična selekcija ekipe, trdo in kakovostno delo ter veliko priložnosti in pomembne vloge, ki jih mlade celjske igralke imajo tudi že na mednarodni članski sceni, so rezultirale zmago z razliko kar 51 točk. Gledano rezultatsko je bilo vse odločeno že po prvi četrtini, ki jo je Cinkarna dobila 27-5. Kranjčanke so v prvem kvartalu iz igre dosegle vsega en koš. V prvi vrsti bi rad čestital igralkam, štabu, vsem ljudem, ki delujejo v klubu. Ni bila enostavna sezona, še predvsem iz vidika, da so ta dekleta vzporedno v članskem procesu. Na srečo vseh nas imamo v klubu res ogromno število teh deklet, da so dansko tokom cele sezone lahko malo zamenjevala te članske igralke, ki so bile oziroma so še kar v izjemno hudem ritmu in ni bilo enostavno, definitivno. Ravno iz tega vidika sem še toliko bolj ponosen na celotno zgodbo, na ta naslov, ker vem, koliko je bilo tokom cele sezone odrekanja in se pravim, jaz sem ponosen od prvega do zadnjega na popolnoma vse. Tako kot sem rekel prej v enem intervjuju, enostavno moram biti ponosen na našega Boruta Kopa, predsednika, športnega direktorja Uroša, brez katerih definitivno ta zgodba ne bi bila tako uspešna. Mislim, da smo z ekipo ta dva dve tekmi zelo dobro odigrale, ekipno. Mislim, da smo se zavedali, da igramo tudi zadnjo mladinsko tekmo, da nas je še večina skupaj, še zadnjič, verjetno tudi v karieri. In smo še zaradi tega bile bolj, želeli smo si zmage in dvigniti pokal. Za MVP zaključnega turnirja je bila izbrana organizatorka celjske igre Blaža Čeh. Prav vesela sem, da se je tako končalo in pa žal je konec, da je vsega lepega enkrat konec, ampak gremo zdaj naprej, pa bodo druge prišle. 18-letna dijakinja prve gimnazije v Celju, finala, ki bi se končal s tako visoko razliko, v svoji karieri še ni igrala. Mislim, da je bila to ena redkih, ki sem jih jaz odigrala in tudi ne vem, da bi kdo drug v finalu odigral tako prvo četrtino. Dogovor pred tekmo, pred samim Final Fourom je bil, da se v bistvu ne ukvarjamo z nobenim, z nikomer, da enostavno pridemo na Final Four uživati, pokazati naš trenutni maksimum in iz tega vidika enostavno tudi mislim, da bom rekel, da smo res upravičili to, kar smo se dogovorili dejansko, da uživamo. Mislim, da so vsi v dvorani, vsi navijači, ki so nas res fantastično spodbujali tokom celega turnirja, enostavno lahko zadovoljni z dekleti od prve do zadnje, so vse izkoristili minutažo. Res smo bili procentualno izjemno uspešni, ampak še en dokaz več, kakšni karakteri so ta dekleta in verjamem, da je pred njimi še svetla prihodnost. Iz celjske ekipe sta bili v najboljšo peterko turnirja izbrani Lea Bartelme in Sofija Bemutor, ki je bila tudi najboljša skakalka zaključnega turnirja. Zelo dober turnir je za nami. Zaslužile smo si naslov, saj smo trdo trenirale. Sploh igra v obrambi je bila odlična. Kot nam vselej pravi naš trener, moramo biti osredotočene le na igro v obrambi. Če jo igramo dobro, ni ekipe, ki bi nas lahko zaustavila. Iz dobre obrambe sledi tudi dober napad. Pričakovale smo naslov, saj smo zanj resnično trdo delale. Bemutorjeva, ki je ob dopolnjenem 18. letu že vložila zahtevek za slovenski potni list, je obe individualni priznanji sprejela zelo čustveno. Nisem ravno danes pričakovala individualnih priznanj, čeprav sem verjela in pričakovala, da bodo zaradi mojega vsakodnevnega trdega dela tudi te enkrat prišle. Zgodilo se je že danes in zelo sem hvaležna in vesela zaradi tega. Prva peterka celjske mladinske ekipe je v rednem delu mladinske lige zaradi obveznosti v članskem programu odigrala le peščico tekem. Skozi sezono so tako veliko priložnosti dobile mlajše, ki so tudi na zaključnem turnirju odlično izkoristile svojo priložnost. Ja, letos smo
starejše igralke malo več igrale v članski ekipi, nismo igrale mladinske. Tako da čestitam ostalim mlajšim, da so odgarale in nas pripeljale na zaključni turnir in potem so tudi one dobile priložnost na zadnji tekmi, da se v zadnji četrtini dokažejo in pokažejo, zakaj smo na Final Fouru. Z ekipo Triglava se dobro poznamo, tudi članski je dokaj podobna ekipa in mislim, da nismo rabile velikega, da nismo niti pričakovali velikega presenečenja. Po letošnji sezoni bo Košarkarska zveza Slovenije v mlajših starostnih kategorijah spremenila letnike v 20, v 18, v 16, v 14, v 12 in v 10. Za večino letošnje mladinske ekipe je bil tako letošnji zaključni turnir zadnji v mladinski kategoriji. Moram priznati, da mi je malo hudo zaradi tega. Enostavno sem na te punce izjemno navezan. Zadnje 4 leta delamo skupaj, naredili smo izjemne uspehe v mladinski, kadetski košarki. Obenem sem vesel, ker enostavno smo pred novo prelomnico, pred člansko košarko, nekateri že zelo uspešno tam igrajo, nekatere to še čaka. Definitivno se pa ne bojim, to kar je v zadnji. Imamo ogromno število deklet, zelo perspektivnih in jaz verjamem, da je pred nami še lepa prihodnost. V celjskem taboru časa za slavje po mladinskem naslovu ne bo veliko, saj jih že konec tedna čaka naslednji vrhunec sezone, zaključni turnir Mednarodne Vaba lige v Podgorici. Cinkarna bo v sobotnem prvem polfinalu igrala proti ekipi Orlovi iz Banja Luke. V zaostali tekmi 17. kroga modre skupine ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice z Dežele v dvorani Zlatorog 36-24 premagale Velenje. Celjanke bodo v zadnji tekmi rednega dela sezone ta konec tedna gostovale v Žalcu. Celjanke so srečanje proti sosedam iz Velenja odigrale v dvorani Zlatorog. Velenčanke, ki so v Celje prišle samo 11 igralkami, so se do konca prvega polčasa dobro opirale, saj so ga izgubile le z golom razlike. Odločitev o zmagovalcu je padla v uvodnih minutah nadaljevanja, ko je Celjankam uspel delni izid 6-0. Ja, zelo sem zadovoljna z zmago, z novima 2 točkama. Čestitam punci in vsem nam, da smo to odigrali tako, kot je treba. V prvem polčasu sem bila malo manj zadovoljna, zato ker smo šli zelo zaspano, mogoče pretiče temu ura, ker smo prvič igrali ob 2. uri popoldne, no, in to še ne v naši dvorani, temveč v sosednji dvorani, tako da mogoče vse to potrovalo temu, da smo nekoliko zaspano šli v tekmo, ampak na koncu smo se zbudili. Zelo veliko vlogo so prevzele tudi mlajše igralke ob tej tekmi in drugi polčas smo res lepo odigrali in zasluženo zmagali. Lahko rečem, da v prvem polčasu so se punce držale vseh navodil. Odigrali smo zelo dobro tako v napadu kot v obrambi. Drugi polčas se je začel zelo slabo, to pomeni v 5 minutah 4 izgubljene žoge. Bom rekla tudi, da smo imeli ogromne težave, zato ker nas je Celje držalo 5+1. Bom rekla, malo odrezalo, mogoče neko glavo in v nekih trenutkih se punce niso znašle, vendar vseeno bom rekla, da lahko čestitam puncam za igro. Jaz mislim, da za temi vsemi 10 zadetki stoji v bistvu celotna ekipa. Tako da jaz mislim, da smo danes pokazali eno res borbeno igro in to, kar se je dejansko pričakovalo od nas, seveda v drugem polčasu, ker je prvi polčas bil malo slabši. Celjanke so po nekoliko slabšem prvem polčasu v drugem upravičile vlogo favoritin. Predvsem je ključ bila dobra obramba in predvsem bolj pametna igra, manj tehničnih napak. Mislim, da smo že v 15 minutih prvega polčasa naredili 10 tehničnih napak, kar je botrovalo k temu, da smo vračali Velenje v igro in da je celo povedlo. Temu smo pristopili bolj pametno v drugem polčasu, bolj koncentrirano, bolj fokusirano, pokazali smo srce, pripadnost, borbenost in smo se res borili za vsako žogo in sploh ne gledali na semafor, kar je ključ do zmage v vsaki tekmi. V domači ekipi je bila z 10 goli najboljša strelka na tekmi Sanja Vrček. Zadovoljna sem, lahko bi bilo boljše, nikoli ni perfektno, ampak jaz se pravim, za teh 10 zadetkov je dejansko so mi to pomagale moje soigralke, tako da si ne štejem toliko, da sem jih je zadela.
Ekipa z dežele je dosegla že svojo 13. zmago v tej sezoni in je z 2 tekmama več od 3. Mlinotesta trenutno na 2. mestu prvenstvene lestvice. Jaz sem zelo zadovoljna, zelo suvereno smo zmagovali nasprotnice, tiste, ki so pod nami sedaj na tabeli. Zelo smo konkurirali tudi v duelu favoritkinja Ajdovščini. Prepričljivo smo zmagali Krko na gostovanju, tako da zelo lepo igramo. No. Sedaj želela bi si vsekakor, da nam mogoče uspe še kdaj, da je sreča na naši strani, da zmagamo še kakega favorita pred nami, ampak za vse to bo še čas. Sedaj predvsem usmerjamo misli na to, da dokončamo tako, kot je treba, to redni del prvenstva. Potem so pa sledijo, kot veste, tudi v tekmovanju še tekme na izpadanje, kjer vsekakor moraš biti pravi, da se sploh uvrstiš potem v končnico. Tako da prva želja nam je, da odigramo naslednji teden redni del prvenstva tako, kot je treba. Potem pa seveda, da smo najboljši v tistih 14 dni, ko igramo tekme na izpadanje, da se uvrstimo, kar je naš cilj, tudi v končnico tekmovanja. Varovanke Miše Marinček bodo v zadnjem 18. kolu rednega dela v soboto v lokalnem derbiju gostovale v Žalcu. Zadnja tekma v rednem delu, tako da želim si, da jo zaključimo tako kot danes zmagovalno in vse bomo naredili ta teden, da bo temu tako. Ja, definitivno, da gremo s tako mero zagnanosti še naprej. Prihajajo potem tudi težje tekme, tako da bomo mogle še kar pridno trenirati. Velenjčanke so s 3 zmagami, remijem in 12 porazi trenutno na 8. mestu prvenstvene lestvice. Do konca rednega dela jih čakata še tekmi proti Krimu, Mercatorju in Izoli. Želimo si točke proti Izoli doma, to nam bo prineslo, da obstanemo od 1 do 8, potem pa seveda držati tisto obljubo, kar smo si zadali, mogoče iti kakšne 2 stopničke više. V zaostali tekmi 14. kroga ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice Zelenih dolin iz Žalca na domačem parketu 27-40 izgubile proti Krimu, Mercatorju. Žalčanke bodo do konca prvega dela državnega prvenstva odigrale še 2 tekmi. Žalčanke so proti aktualnim državnim in pokalnim prvakinjam prikazale všečno predstavo in še sredi drugega polčasa zaostanek držale pod 10 goli. Šele po minuti odmora gostujoče trenerke Natalije Derepasko in bolj angažirani igri Krima v obrambi so Ljubljančanke v zadnjih 15 minutah razliko dvignile na končnih 13 zadetkov. V odsotnosti obolelega trenerja Zelenih dolin Milana Ramšaka je srečanje proti Krimu vodila Anita Seles. Lahko rečem, da predvsem je bila igra sproščena, to je bil tudi naš cilj današnjega dne. Punce niso igrale v krču in rezultat je pač takšen, kot smo pričakovali. Se pravi, ekipa Krima je dobra, ima dobre igralke, ampak nekako smo zadovoljni, ker so naše punce nudile nek odpor. Žalčanke so doživele 11. poraz v sezoni in ostajajo na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Po odhodu vseh nosilk igre iz lanske sezone so se v Savinjski dolini med sezono morali soočiti še številnimi poškodbami in boleznimi, zato sta se ekipi v zadnjem obdobju pridružili Urša Urbančič iz Maribora in domačinka Larisa Grebovšek, ki se je po nekajletni pavzi vrnila na igrišče. Uršo poznate tudi kot reprezentant, ko smo zelo veseli, da se nam je pridružila. Je ena okrepitev glede na to, da imamo 3 poškodovane igralke. Vrnila se je pa Larisa Grebovškova, to je bila naša vratarka že v mlajših selekcijah in lahko rečem, da smo lahko samo veseli. Tele prve 2 tekmi se je pokazali, da je kos svojemu poslu. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore.
OK Let, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK Let, ko svetloba spregovori. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli, Bar Meduza. Z vami 30 let. Trgovine Joge! Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Takole, po oglasih smo nazaj v našem osrednjem delu tretjega polčasa v rubriki V središču. Nocoj namenjamo freestyle klubu Celje, klubu z dolgo tradicijo. Že 36 let je namreč minilo, odkar so v Celju ustanovili ta klub. Pod narekovaje rečeno krivec za vse skupaj pa je naš nocojšnji sogovornik Franc Grahek. Dober dan, dobrodošli v našem studiu. Dober dan, hvala za povabilo. Leta 1988 se je nekako vse skupaj začelo. Če za uvod pogledava kar daleč nazaj, odkot pravzaprav takrat ideja, da ustanovite ta klub in kakšna so bila tista prva leta po ustanovitvi? Ja, tako pred večino klubih se je začel z entuziazmom. Bilo je nekaj nas zanesenjakov, ki smo pač iz trampolina prišli pa na akrobatsko smučanje. Pač kolega je takrat prišel v klub, nam to predstavil, smo probali. Zdaj pa dva kolega, kot sta Ivačič Joži in pa Sivka Matej, sta šla v tekmovalne vode. Jaz sem se posvetil takrat bolj trenerskemu delu. No pa so pa začeli prihajati že podmladki, mislim, bili so že tu mlajši otroci, ki so se želeli s tem ukvarjati, ko so nas gledali. No, in iz tega se je pa rodila ideja, da bi se ustanovil klub in da bi se ta zadeva razvijala. Ker v Sloveniji je že bilo takrat sicer ne tako obširno, lahko se pohvalim, da je ravno z nastopom našega kluba začela zadeva postati malo bolj širša, več se je začelo dogajati na tem področju
Prej je bilo, kar je bilo reprezentance, tega je bilo par ljudi, pač trenerji in pa še 3 skakalci. V bistvu že prej je malo bolj živel, pa je zamrl, pa je spet zaživel. No, in ko smo mi prišli, je zadeva spet nekako bolj zaživela, še posebej s tem, ko smo mi klub naredili, ko smo začeli delati bolj usmerjeno z podmladkom. Zdaj moram reči, da smo imeli neko prednost pred ostalimi to, da smo prihajali iz gimnastike, pomeni, imeli smo to osnovo akrobatike, ki je pomembna za te vse akrobatske športe. No in smo posledično tudi zelo hitro dosegali rezultate pa uspehe. Takrat se spominjamo predvsem Celjske Koče, pa tudi Šmartinskega jezera, mogoče nekaj tistih najbolj odmevnih dosežkov, na katere ste še posebej ponosni zdaj, ko pogledate nazaj. Res je. V bistvu začeli smo z Šmartinskim jezerom, ker pogoj za razvoj neke discipline športne je seveda objekt. In mi smo do takrat hodili ves čas na treninge v Avstrijo, kar nam je jemalo veliko časa. In tudi bilo je povezano z stroški. No, potem se je prišel na idejo, da bi zadevo naredili tu na Šmartinskem jezeru. Takrat sem se povezal z takratnim direktorom Nivoja Petričem in so bili takoj za to. Jaz sem našel tudi lokacijo, ki je še zdaj in še vedno je najbolj ustrezna lokacija. No in potem narisal sem tudi idejni projekt, Sanda Uraš ga je pa statično izrisal in tako se je pa 96. leta je bila otvoritev in tu se je pa šlo samo navzgor. Rojevali so se tekmovalci, kasneje smo prišli tudi na snowboard, poznate vse te dobre tekmovalce, naše uspešne borderje. No, ko se je pa obnavljala Celjska Koča, to je bilo okoli leta 1999-2000, no, smo pa takrat tudi malo na prošnjo ZPO-ja, da bi z našo aktivnostjo, ki smo jo prej izvajali na Rogli, če bi prišli na Celjsko Kočo, normalno kot celjski klub smo pristali, da podpremo našo smučišče celjsko. No in takrat smo tudi začeli na Celjski Koči z žal pokojnim Jakatom delati skakalnice iz snega. In moram reči, da smo imeli takrat v teh sezonah smo imeli po 2 tekmovanja v zimskem času in pa po 2 tekmovanja tudi na Šmartinskem jezeru. Ena od nekako prelomnic zdaj v tej kar že dolgi zgodovini kluba se je zgodila tam okrog leta 2010, ko ste zamenjali discipline. Zakaj pravzaprav odločitev za to? Mogoče, če nam malce pojasnite, s katerimi disciplinami se zdaj ukvarjate, za razliko od takratnih. Tako je. No, takrat je, moram reči, da je v reprezentanci prišlo do upada te discipline. Bilo je veliko nepravilnosti, preveč je bilo tu noter politike, premalo športa in smo v bistvu sem prekinil z reprezentanco, ker pa to ni več bilo to, kar bi moglo biti. Zdaj posledica tega je tudi upad te discipline. Vidimo, da v Sloveniji ni več tekmovanj, praktično se nič ne dogaja. Lahko rečem, da odkar smo Celjani s tem, mislim, nismo nehali, malo smo tudi mogli nehati, ker smo izgubili objekt na Šmartinskem jezeru. In ker smo ves čas delali na trampolinih, no, smo zdaj potem nismo našli, v bistvu sem naključno naletel na to, ker kot trener Gimnastične zveze Slovenije, kjer delam tudi, potrjujem licence, vsako leto imamo te strokovne konference, mislim, izobraževanja, kjer potrjujemo licence, no in tam sem potem dobil informacijo, da se 2010-2011 na Gimnastični zvezi ustanovila nova disciplina, to je akrobatika, akrobatska gimnastika. To so tekmovanja v 3 disciplinah, in sicer skoki na veliki prožni ponjavi ali velik trampolin, skoki iz male prožne ponjave ali mali trampolin in pa na skoki na air tracku. Mislim, akrobatske povezave na air tracku. No in ker nam je bilo to precej domače in povabili so nas tudi zraven, moram reči, da smo se zelo hitro ujeli in tudi zelo hitro smo tudi tam začeli z uspehi. Zdaj moram se pohvaliti, da je prvi uspeh dosegel ravno moj sin, takrat v kategoriji mlajši dečki na velikem trampolinu je bil odlično 6. in pa 5. Potem so se nam počasi pridruževali tudi drugi. Številčnost je pri nas kar rasla, imeli smo tudi
prek 20 tekmovalcev, ki je pa žal pri koroni vse skupaj kar upadli, ne. Tako da v svetu pa so te discipline že, ne vem, naprimer, če povem, velik trampolin je olimpijska disciplina, tudi tekmovanje na airtracku in prav tako, zdaj moram to omeniti, kar tudi zdaj pri nas uveljavljamo, double mini tramp, to so te skoki iz dvojne male prožne ponjave, ki pa je tudi olimpijska disciplina. V ozadju vidimo nekaj vaših posnetkov, teh so zdaj novih disciplin, o katerih ste govorili. Kakšno je stanje trenutno v klubu, kje vadite, imate dobre pogoje za delo, kakšno je nazadnje tudi zanimanje mladih, da se vključujejo v ta šport? Ja, kar se tiče pogojev, bom tako rekel, imeli smo kar nekaj težav v začetku, v bistvu imeli smo dobre pogoje, dokler smo bili v telovadnici na ekonomski šoli, par žal smo bili vrženi iz te telovadnice ven. K sreči, ker sodelujemo z osnovnimi šolami, so nam dali potem na razpolago malo telovadnico, mislim staro telovadnico prve osnovne šole, ki sicer v redu, ampak težava je v tem, da težko se višje kategorije težje tam trenirajo, ker imajo prenizek strop. No, to smo zdaj rešili, lansko leto smo dobili še 2 termina v osnovni šoli Glazija, tako da zdaj lahko treniramo normalno tudi na veliki prožni ponjavi. Zdaj, zanimanje je bilo vedno za ta šport. Otroci radi skačejo, radi se ukvarjajo z akrobatiko, žal pa se pravim, te 3 leta korone so nas zelo zaznamovale, ne samo nas, tudi ostale klube, prijateljske klube v tem akrobatskem športu, to, kakor se menimo, ne. In smo imeli kar nekaj upada, lahko rečem, da je 30% smo imeli upada, no zdaj se pa spet krepimo, zdaj imamo spet, lahko rečem, polno vrsto, v bistvu zasedamo vse kategorije, od cicibandov do mladincev, članov zdaj še nimamo, tako da in tudi zdaj v kratkem imamo v soboto tekmo, gremo tako bomo rekel kar številčne, da gre skrat cel avtobusno tekmo. Državno prvenstvo je za vami, pred vami so pokalne tekme, mogoče beseda 2 o rezultatih, kaj vam je uspelo doseči letos? Ja, moram reči, da smo že lansko leto zelo uspešno zaključili sezono. Fantje na velikem trampolinu smo imeli kar nekaj, kljub težkim pogojem, smo imeli kljub temu nekaj uspehov. Urs Kamen je bil tako 6. kot 9. na tekmah na velikem trampolinu, potem Janez Radej je bil prav tako 9. na državnem prvenstvu. Potem na malem trampolinu moram pa reči, da smo imeli odlično 3. in pa 4. mesto na 2 tekmovanjih. In pa spet Urs Kamen je na malem trampolinu bil lansko leto odlično 2. v pokalu Slovenije. Moram reči, da je zelo napredoval, proti koncu sezone je malo prišel za formo noter. In moram reči, na prvi tekmi je bil 3., potem je bil druga tekma, se mu je ponesrečil doskok. No, na 3. tekmi je pa, rekel, zelo potegnil in moram reči, da je zasedel, to je bila tekma, v kateri je bila odprto prvenstvo, v kateri je bila 3. tekma za pokal Slovenije in pa potem seštevek. In na obeh tekmah je bil prvi, naredil je ogromno razliko, kar 3 točke je bil boljši od svojega kolega na drugem mestu, kar mu je pa prinesel skupno drugo mesto. Tudi v Celju boste pripravili eno izmed tekem, mislim, da v mesecu oktobru. Tako je, v mesecu oktobru planiramo, v bistvu to tekmo smo že prej planirali, žal v teh 3 letih korone je teh dosti tekm odpadli, tudi naša. No, zdaj pa upamo, da ne bo spet te, rekel, zaradi korone te pogoji zateženi. V glavnem, jaz računam, da bomo v začetku oktobra lahko speljali prvo odprto prvenstvo v skoki na veliki prožni ponjavi v Celju. Kako gledate naprej, kar se tiče kluba in seveda tudi tega športa v Celju? Ja, zdaj zaenkrat nam malo dobro kaže. Otroci so zelo entuziastični, radi hodijo na tekme. Moram še povedati, da obiskuje tudi šolska športna tekmovanja in tekmuje za svoje šole in se moram pohvaliti, da pa v sredo gremo še na finale
teh skokov z male prožne ponjave v sistemu šolskega športnega tekmovanja, kjer imamo 3 finaliste in pa 2 fanta prijatelja iz srednje šole, ki se direktno grejo naprej v finale v glavnem. In moram reči, da čaka, ko se že sam videl, veliko tekem, otroci so zagnani. Moram pa povedati še, da nabavljamo tudi nove opremo, sicer imamo kar veliko opreme, zdaj moram prav, da povem, da nam je Tuš 2019 kupil popolnoma nov Ultimat trampolin, to je tekmovalni trampolin, tisti največ, kar trenutno dobiš od opreme. Taki trampolini se uporabljajo na svetovnih prvenstvih in svetovnih in pa na olimpijadah. No, zdaj smo pa v nabavi še enega takega, ravno zaradi tekme. In pa seveda kupujemo tudi mali trampolin, iščemo zdaj ponudbe. In pa seveda dolgoročno tudi ta double mini tramp, dvojni mini trampolin, ker bomo začeli to olimpijsko, razvijati tudi to olimpijsko disciplino. Tako da dobro nam kaže, dobro nam gre, imamo zdaj pogoje, imamo opreme, imamo ogromno, zdaj se pravim 3 velike trampoline, 4 male trampoline, airtrack imamo, enega bom še nabavil, imamo tudi mini airbag, to je Claudi se reče, to je v bistvu inačica teh penic, ki se uporabljajo za učenje novih skokov zaradi varnejšega zaskoka, to je tisto, da bo vse bolj mehko. No, prej smo pozabili še omeniti, da je pa Urs Kamen bil letos državni prvak. V bistvu smo letos na prvi tekmi, mislim, prva tekma skoki na mali prožni ponjavi, je bilo državno prvenstvo in smo imeli 3 državne prvake in pa 2 podprvaka, od tega 1 punca. Prej sva govorila o aktualnem stanju v klubu, kako pa uspete zagotavljati vse te pogoje, verjetno tudi nekaj finančnih sredstev je pri vsakem klubu športu potrebnih, je tu težava, tako kot pri večini klubov, ali nekako uspete zagotoviti tisto najosnovnejše? Ja, je težava, definitivno je težava, sploh je težava za klube, male klube kot smo mi, ne. Drugo je, ker v Celju imamo kar dosti teh velikih klubov in ti klubi kar dosti pobere teh sponzorjev. In ja, je problem, ampak nekako se znajdemo, nekako gremo skozi, če gre, če ne gre, a pa malo počakamo, pa gre malo kasneje. Vedno ne gre takrat, ko si planiraš, da bo zadeva tu, ne. Se pravi, 36 let dela v klubu je za vami, kako dolgo še očitno imate voljo, energijo, znanje, nikoli ni bilo vprašljivo? Ja, glejte, veliko ljudi me to sprašuje, še kar vztrajaš. Glejte, jaz imam pač diplomo trenerja, in zdaj imam ogromno znanja, v 36 letih se človek ogromno nauči. To se vidi na mojem delu, na rezultatih, pri tekmovalcih in škoda bi bilo to završne. Rad delam z otroci, ker to največji užitek je, ko en otrok pride, en otrok z voljo, ki rad dela, ki dojame zadevo, ker ni pri vseh enako. In ko se to ti poplača vse skupaj, ta rezultat, ta napredek, uspeh. Skratka, zaenkrat se za tudi ta šport v Celju ni bati. Ne, definitivno ne. Mislim, da bomo od tu naprej še samo rasli. Naj še povem, da imamo letos v planu kar nekaj dogodkov v Celju. Poleg naše tekme bomo v poletnem času pridelali kar nekaj, bomo sodelovali in tudi sami pridelali kar nekaj teh akrobatskih dogodkov. Obiskali nas bojo pa tudi moji kolegi, mislim, naši kolegi iz drugih klubov, iz Ljubljane, iz Kopra, iz Maribora in vseh teh akrobatskih klubov prišli k nam v goste in bomo naredili en tak spektakel akrobatski. Franc Grahe, hvala za danes, za obisk v našem studiu, za vse te informacije. Da bomo spremljali vaše delo tudi v bodoče in prepričan sem, da se na tem mestu kmalu spet srečamo. Hvala za povabilo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Jutri naj vas opozorim na neposredni prenos rokometnega lokalnega derbija med rokometašicami Žalca in Celja. Prihodnji petek pa znova nasvidenje v naslednjem tretjem polčasu. Lepo se imejte in lahko noč.